Spoštovani, spoštovane, izjemno čast si štejemo, da danes na 100. rojstni dan izjemnega mojstra, gospoda Ivana Ivačiča, odpiramo posavsko muzejsko vitrino in da je z nami tudi njegova hči Barbara Ivačič. Žal je tako, da smo bolj virtualni, ampak vseeno se veselimo, da smo lahko nekaj delčkov tega izjemnega življenja, nekaj predmeti s podatki, s fotografijami predstavili tudi v našem Posavskem muzeju Brežice, ki je zadolžen za to dediščino Posavja od Radeč do meje s Hrvaško, malo levo in desno še gremo in seveda tukaj vmes je tudi ta rojstna vas Ivana Ivačiča z Dole in tu v bistvu so vsi ponosni, da je zrasel v naših krajih ta prva kuharska zvezda, TV zvezda, pa ne samo TV zvezda, ampak tudi seveda širše človek, ki imel velik vpliv na boljše in dobro prehranjevanje Slovenk in Slovencev, pa zagotovo seveda tudi širše, od tistih najnižjih plasti, pa do najbolj tistih mogočnih ljudi njegove sodobnosti. Ob tem pa imam tudi izjemno čas, da lahko gospe Barbari podarim v imenu Zavoda Nebijo Dunum in avtorice Polone Brenčič iz Vabazorove knjižnice tole knjigo Dole skozi stoletja, kjer je tudi predstavljen vaš oče, pa naj bo točna iztočnica za vaše besede in velika zahvala, da ste prišli in da ste danes tukaj. Najlepša hvala. Lepo pozdravljam vse v imenu družine Ivačič in vseh sorodnikov. Mene zelo veseli, da sem lahko tukaj prisotna. Žal, zaradi okoliščin sem samo jaz, ampak sem res iskreno vesela, da sem lahko del te zgodbe. Rada bi se zahvalila vsem zaslužnim v muzeju, ki ste to razstavo omogočali in postavili in v bistvu, ki pomaga nekako osvetliti lik in delo mojega očeta. Kuhanje je vedno stik z drugimi ljudmi in spomini, ki nas vežejo nanj, so povezani z dogodki, z srečanji in prebudijo v nas spomine in neko življenjsko energijo, živost, veselje, ki je pomembna in ki je potrebna, da jo vnašamo v svoje življenje, vedno, kadar nam je hudo in nam pomaga premagati neke črne dni in temne trenutke. Moj oče je kljub za tiste čase svetovljanskemu življenju vedno iskal navdih in mir v domačih krajih. Redno je zahajal na Dole, ki sem bila taka slamo krita hiška, samo ena sobca je bila, jaz sem prvič spala na ličkanju v tej hiški in v bistvu tukaj je on prideloval sadje zelenjavo, nabiral gobe in kot da bi že takrat vedel, da je vedno treba posebne potrebe uskladiti za potrebami skupnosti in družbe. V bistvu je bil ponosen na kraje, kjer se je rodil in je v bistvu sem vozil tudi otroke, prirejajo razne piknike in nekako ohranil to povezavo z vašimi kraji. Verjamem, da so taki dogodki, kot je tale, na katerem smo danes, ena povezovalna sila, ki oživlja moč skupnosti in nam pomaga prepoznati, česa smo najbolj potrebni. V bistvu to dediščino naših prednikov ohranjamo, nagradujemo in gradimo, zato ker to pomembno in smo tega vredni. Jaz iz spominov na očeta zajemam živost in vitalnost. Kuhanje pa že samo po sebi je ena povezovalna dejavnost, ko se družimo in v dobri hrani je vedno svet lepši. In k temu si je prizadeval tudi moj oče. Mislim, da je bil del te zgodbe in jaz ponosna, ko sem njegov predimel. Še enkrat res hvala in sem vesela, da smo lahko tukaj in delali te zgodbe in da ste pač obudili spomina. Hvala. Najlepša hvala vam. Mi smo tudi zelo počaščeni,
ker nekako, to, kar ste vse rekli, je prav res, ne? To je ena velika zgodba, ena veliko življenje, ki je pustilo toliko sledi, da bi bilo prav narobe, če ne bi. Sicer nas včasih pobudijo predvsem obletnice, ampak nič hudega, mogoče so te pač res tisti pravi vzgib, da se malo bolj posvetimo. Je pa res, da je letos tudi Slovenija Evropska gastronomska regija in da verjamem, da nekako je tudi on eden temeljev, da smo prišli do tako pomembnega naziva. In pri nas v muzeju bomo potem tudi kasneje še dopolnili razstavo še s posnetki, ki jih bomo pridobili z RTV-ja, pa še s kakšnim gradivom, ki počasi kaplja, ker seveda se mi zdi, da potem, ko odpremo na temo, se potem tudi odprejo neke poti do tistih, ki še kaj hranijo, ki imaš kakšen lep spomin, do mogoče teh tečajnic, ki so pred njem se učili kuhati, nekrat si v tem podatku imamo manj, kdo se je pojavil, in bomo to tudi vključili v večjo razstavo, ki pripravljamo, je pa naslov postavil z liso in čašo in on bo imel tudi to pomembno mesto v tej večji razstavi. Z razstavo bomo pa gostovali tudi v Radovljici, kjer je preživel zadnjih 10 let. Bodo tudi današnji dogodek živ sodelovanje z Radovljico, zdaj Radovljiške občine, tako da se trudimo za ta sodelovanje, ne? Pisalo se je leto 1971. Pisana vesela družba se je zbrala pri gospe Marjuti na njenem domu na Gomili pri Sevnici. Tisti večer se je jedlo in pilo po izboru slavljenca, Abrahamovca Ivana Ivačiča, ki je za svoje goste sam pripravil izbrane jedi. Danes, 50 let kasneje, smo se v popolnoma drugačnih razmerah, a z radostjo v srcu, zbrali dediščinski navdušenci, Ivanovi sorodniki, prijatelji, znanci in vsi, ki nam spomin na kuharskega mojstra prikliče prijetne spomine na stare čase. Ivan se je rodil prav tu, v Posavju, na Zdolah pri Krškem, na današnji dan pred 100 leti, leta 1921. Skromnost, iznajdljivost in ljubezen do kuhanja so mu bili položeni v zibelko, saj je mati zelo dobro pekla peciva, izkušnje pa si je nabrala tudi kot pomočnica kuharica v gostilni Šoba. Po končani meščanski šoli v Krškem se je Ivanova življenjska pot nadaljevala v Zagrebu, kjer so po naključju odkrili njegovo zanimanje za kuhanje. Srednjo šolo je končal na tamkajšnji srednji gostinski šoli za kuharje, v Opatiji pa je nadgradil svoje slaščičarsko znanje. Po vojni je nabiral kuharske izkušnje v različnih slovenskih krajih. V Dobrni, Rogaški Slatini, ljubljanskem hotelu Belpi, na Pohorju in bil 3 leta šef kuhinje v hotelu Korodan na Jezerskem. Leta 1955 je opravil strokovni izpit za kuharja in kasneje pridobil še naziv mojster kuharstva in kulinarike. Pogosto je za predsednika takratne Jugoslavije, Josipa Broza Tita, in najrazličnejše obiske državnikov kuhal na Brdu pri Kranju in Brionih. Na gostinskem šolskem centru v Ljubljani, kjer je poučeval strokovne predmete, je vzgojil vrsto dobrih kuharjev. Od leta 1960 so njegov šarm, iznajdljivost, smisel za humor in kuharsko znanje spoznavale tudi slovenske gospodinje in njihovi možje pred televizijskimi zasloni. Na RTV Ljubljana je do 1975 snemal tematske kuharske oddaje, kjer je kuhal v živo, brez treme, kot bi kuhal v svoji domači kuhinji. Leta 1965 je izdal svojo prvo kuharsko knjigo, ki je izšla že v 10 dopolnjenih izdajah. Sodeloval je pri nastajanju jušne kocke Argo, majoneze Tomi in je hkrati avtor zamisli o pleterski hruški viljamovki v steklenici. Za svoje delo na področju kulinarike je istega leta od predsednika Jugoslavije prejel odlikovanje s srebrnim vencem. Umrl je 20. marca 1984 v Radovljici, kjer je tudi pokopan.
kuharskem mojstru bi lahko povedala še veliko, vendar naj na tem mestu zaključim s kratko mislijo. V pogovorih z gospodom Petrom, sinom Ivana Ivačiča, sem začutila veliko ljubezni, spoštovanja in ponosa do očeta. Želel si je, da bi očeta ohranjali v prijetnem spominu. Ob pogledu na številne fotografije se uresničijo sinove želje. Ivan Ivačič je bil stalno nasmejan, izjemno spreten, iznajdljiv in hudomušen kuharski mojster, ki je z veseljem zavihtel kuhalnico tudi s posavskimi gospodinjami. Te še danes rade skuhajo Ivačičevo zdolsko gobovo juho, recepti iz njegovih knjig pa so še vedno zelo priljubljeni, tako v Posavju kot po vsej Sloveniji. Čisto na koncu pa bi se rada zahvalila vsem, ki ste sodelovali pri nastajanju te razstave. Najprej naši direktorici Alenki Černelič Krošelj, ki me je vedno podpirala in z navdušenjem spremljala moje delo. Gospodu Petru Ivačiču, ki je z veseljem pripovedoval o svojem očetu in muzeju podaril številne očetove predmete. Gospe Bernardi, gospodu Branku Šoba in gospe Mojci Jazbec, ki so svojimi spomini bogatili našo razstavo, svojim sodelavcem, ki so mi pomagali pri nastajanju te čudovite razstave in nenazadnje vsem, ki ste s prisotnostjo na nocojšnjem dogodku izkazali svojo podporo. Iskrena hvala vsem.